Dober večer. V Straškem Novolesu, ki je lani maja končal v stečajnem postopku, so za minuli petek na predlog največjih upnikov razpisali skupno dražbo premoženja dveh podjetij v stečaju. Novolesa delniške družbe in njegove hčerinske družbe invalidskega podjetja Primara. Na dražbi so prodali premoženje v vrednosti približno 15 milijonov evrov. A očitno je bila izklicna cena previsoka, saj za nepremičnine in opremo obeh podjetij ni bilo zanimanja. Prodali so zgolj manjša počitniška objekta na otoku Pagu in sliko. Datum naslednje dražbe in nova izklicna cena nista znana. Ne, ker to je pač treba dogovoriti soglasju z upnikom, ali je to 20-30%, kolikor bojo soglašali, da se bo znižala cena. Prav tako pa datum je treba skupno dogovoriti. Mislim pa, da se vse zavrti cel ta postopek, da bo definitivno mesec do 2 minil. Vsekakor bi radi celoten Novolesov kompleks pripadajočo opremo prodali čim prej. Dejansko nekje že malo razpada bi bilo treba sanirati, perilne jame definitivno, potem še nekaj malenkosti, recimo pri strehah in tako, ker je že nekje zamakali, so že sproti nekje delali manjša ta vzdrževalna dela. In to vsi vemo, tako upniki kot jaz, kot stečajna, da nam je vsem interes, da bi nekje do novega leta se ta objekt prodal, ker ga bo treba tudi zdrževati, nekje posanirati, ker če ne bo dejansko, ker bo zima, ko bo začel kaj zamakati, se lahko začne delati škoda. Večji del izkupička od morebitne prodaje kompleksa bo šel bankam, poudarja Kruhar Puceva. Ja, večinoma bo šlo za poplačilo teh ločitvenih upnikov. Imamo pa pač tudi nekaj zmrznjenih sredstev, ker čakamo, da se še nekaj nateče, da bomo pol tudi delali delitev. Računamo pač še te počitniške kapacitete, bomo prodali še nekaj opreme, pač, ko se bo vse to prodali, bomo pač pol tudi delala delitev. Na dražbi so tokrat prodali le manjši počitniški nepremičnini v Novali na Pagu z izklicno ceno približno 28 tisoč evrov. Tukaj sem prišel na distacijo enega apartmajčka, pa za svojo dušo. Po tolikih dolgih letih, če sem to privoščil, si bom. Vse drugo smo si pa spravili v železje, pa v delavnico. Zato je pozitivno laufa, da sem v čas 14 zaposlenih, da jih imamo pa še 5-6 komadov. Novinec je bil v Novolesu zaposlen 13 let in leta 1992 odšel na samostojno pot. Ko spremlja dogajanje okoli tega nekdaj močnega podjetja, se zgraža. Novoles bi bilo treba tukaj močno prestrukturirati, močno preorganizirati, kader postaviti. Lahko je tudi kmet, ni treba, da ima izobrazbo. Sam bom čisto po pravici povedal, veliko kmetov z eno kravo so še vsi preživeli, z velikim številom recimo ljudi, pa z veliko izobrazbo so vse spravili v propad. In to je največ katastrofa za Slovenijo. Neposredne posledice propada Novolesa pa občuti Jože Lovše iz Bušeče vasi, ki mu nekdanje podjetje dolguje 110 tisoč evrov. Mi imamo podjetje, GLM Lovše, imamo gozdarske storitve, smo dobavljali hladovino. Pač tako se je začelo, obljube, pa bo in zdaj pa je, kar je. Nisem mogel nikak priti do denarja, niti s kompenzacijami, ne. Obljube so bile, še bivše vodstvo je obljubljalo in kredite in kaj vse, da bo izrihtali. Žal, tak je. Kaj to pomeni oziroma je pomenilo za vaše podjetje? Ja, glejte, guncamo se. Vse ne vem, če bomo preživeli. No. Upam, da bo vselih nekaj. Mi smo sicer še uspeli zadnje dni pred stečajem še opraviti izvršbo pravnomočno. Posledica tega je bila tudi en del rubeža, premičnin, ker nepremičnine so bile že vse obremenjene. Lovše tudi od naslednje dražbe ne pričakuje veliko, saj bo izklicna cena precej nižja, tako da bo vesel, če bo dobil vsaj povrnjen DDV, dodaja. Ker je Novolesovih terjatev več, kot so ocenjene njegove nepremičnine, bo sicer izkupiček od njihove morebitne prodaje šel ločitvenim upnikom, s prodajo drugega Novolesovega premoženja in unovčenjem njegovih prednostnih terjatev pa naj bi poplačali še delavce, je povedala Kruhar Puceva. Je pa verjetno tudi ta moment, da kolikor je meni znano, da kolikor bi se dogovorili, da bi bila neka cena, bom rekla, ustrezna tako upnikom kot recimo z vidika stečajne mase, da je primerna tržna, da bi verjetno
Ta interesent, ki je bil bivši najemnik, če bi pač to odkupil, da bi ponovno zaposlil pač te delavce, da bi zalaufal proizvodnjo. V Novo Lesu Plus je sicer konec marca končalo delo 128 zaposlenih. Iz Straže se selimo na Otočec. V Društvu ekonomistov Dolenjske in Bele krajine se niso izneverili tradiciji, saj so letos v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske študije iz Novega mesta in drugimi podporniki že 24. zapored pripravili Forum odličnosti in mojstrstva. Tokrat je več kot 100 udeležencev nagovoril predsednik države Danilo Türk. Na forumu so 15. podelili veliko nagrado odličnosti in mojstrstva, ki si jo prislužijo posamezniki za izjemne dosežke na različnih področjih, od gospodarstva, športa do kulture. Podeljujemo zato, da nekako spodbudimo vse ljudi v Sloveniji, dajmo nekaj narediti. Akcija je potrebna, ampak akcija na podlagi znanja, ne? In v tej smeri tudi znanje širimo, modele odličnosti, kako biti odličen, kako vrednote odličnosti in mojstrstva torej ugraditi v šole, v podjetja, v ustanove, ne? Tudi v vrtce, v šole, to je pomembno. Gabrielčič je skulpturo, delo sevniškega umetnika Rudija Stoparja, predal v roke priznani klimatologinji Lučki Kajfež Bogataj. Mislim, da je ta forum nekaj posebnega tudi zato, ker prepozna morda ljudi, ki ne dajemo vedno samo tistih pozitivnih sporočil, ampak seveda opozarjamo tudi na težave. In mislim, da je to tista širina in veličina mojstrstva in odličnosti, ki dejansko tukaj nastaja v tem koncu Slovenije. Kajfež Bogatajeva, že več kot 2 desetletji raziskovalka podnebnih sprememb, se zavzema za zaščito okolja in trajnostni razvoj, za popularizacijo znanosti in za enakost spolov, so med drugim zapisali v obrazložitvi nagrade. Podnebne spremembe so nekaj, kar se ne da ukiniti z dekretom, nekaj, kar nas bo spremljalo našo in prihodne generacije. Seveda je pa še vedno dovolj časa, da spremembe omilimo in si olajšamo življenje. Nagrado je prejela tudi organizacija, ki je lani na novo zaposlila največ delavcev, to je novomeška Krka, ki je doslej prejela že več takšnih priznanj. Vsako pa pomeni kar 2 zadeve. Prvič dokazuje, da Krka resnično skrbi za svojo rast in razvoj in je, kar je za okolje še posebej pomembno, da ob tem tudi zaposluje. Lani so tako medse sprejeli prek 300 novih sodelavcev, obeti na področju zaposlovanja pa so tudi v prihodnje podobni. Letno tako Dular načrtuje vsaj 5% rast zaposlenih. Kot pravi, podjetja ne bi smela razmišljati zgolj o dobičku, ampak o okolju in svojih zaposlenih. Kar se Krke tiče, so naše potrebe v prvi vrsti seveda potrebe po visokostrokovnih sodelavcih. Ampak ne samo to. Tudi glede na to, da širimo svoje proizvodne zmogljivosti, zelo veliko potrebujemo tudi novih sodelavcev za proizvodno. Je pa pomembno, da seveda tudi v tem delu potrebujemo izobražene sodelavce. Torej, ni več dovolj osnovna šola, če najmanj srednjo izobrazba je potrebna za to, da lahko začneš delati v farmacevtski proizvodnji. Odličen zaposlovalec mora čutiti partnerstvo do sodelavcev, je prepričan Dular. Ne gre za to, da se ljudi jemlje kot neke objekte, ampak resnično kot sodelavce in da pravzaprav s skupno željo, skupno odgovornostjo uresničujejo sprejete plane, sprejete strateške usmeritve in seveda, če jih sodelavci na ta način tudi čutijo, potem se mi zdi, da je to tisto občutek, ko rečemo, smo kot neka velika družina in čutimo več kot to, da hodimo v službo. Sicer pa je bila letošnja tema foruma na Otočcu družbeno odgovorno ravnanje pri uveljavljanju univerzalne odličnosti in mojstrstva. Družbena odgovornost je nekaj, kar je po moje sestavni del poslovne etike in ki je na dolgi rok edina garancija za poslovni uspeh. Svet se spreminja, ljudje dejansko razumejo več in ocenjujejo drugače, tako da družbena odgovornost jaz jo vidim predvsem recimo na področju, če rečem, visokega šolstva, kjer recimo delujem, kot pristopi k poučevanju, ki ne bi temeljili samo na nekem novem posedovanju dejstev in dodatnih podatkov, ampak pravzaprav učenje mladih ljudi, kako višek informacij, ki ga imamo danes, spraviti v neko sintezo, kako razmišljati, kako biti vizionar.
Družbena odgovornost je del rastoče otoške strategije univerzalne odličnosti in mojstrstva, zato so jo tudi izbrali za letošnje vodilo srečanja. Na njem so poudarili, da je družbena odgovornost v kriznem obdobju še pomembnejša. Odgovornost pravzaprav vseh, ne samo politikov, gospodarstvenikov, tudi vseh posameznikov, ne? Povsod so neke možnosti in odličnost gradi to ozračje. Dajmo poiskati možnosti, da bomo le nekako ne samo preživeli, ampak rasli naprej. Ne? Ker je družbena odgovornost nekaj, kar bi dejansko morali, bi rekla, ugraditi v naše ne samo razmišljanje, ampak tudi delovanje. Najuspešnejša podjetja to delajo, ker jih je trg k temu prisilil, sploh niso potrebovali pritiska države. In tisti, ki imajo najbolj dolgoročno vodstvo, kot recimo na vašem koncu Krka in Trimo, so tudi med najuspešnejšimi. Se pravi, da pri njih ne prevladujejo kratkoročni in ozki kriteriji poslovnega odločanja, ampak dolgoročni in široki. Uspešnost nekaterih dolenjskih podjetij in regije nasploh je v nagovoru izpostavil tudi predsednik države Danilo Türk. Verjamem, da je ta forum odličnosti dal pomemben prispevek k takemu razvoju. Kajti iz lastne energije, iz lastne domiselnosti, iz lastnega znanja nastaja najboljši razvoj. Tukaj na forumu se rojevajo ideje, zamisli, ki kasneje prehajajo v neka dejanja, najprej v namere, potem pa tudi v dejanja. In to je pač eno takšno zaporedje in se nam je zdelo smiselno in še vedno nam se zdi smiselno, da smo sopotniki ali pa tudi soustvarjalci ali pa generator tega razmišljanja in udejanjanja naprej. Sicer pa je bila na letošnjem forumu vnovič v ospredju odličnost, ki je pogoj za poslovno uspešnost. Ja, takrat na začetku so se nekateri celo smejali, kaj bomo imeli Dolenjci z odličnostjo. Ne? Takrat je prevladovala samo kakovost, ne? Standardi kakovosti in normativi kakovosti. Mi smo pa takrat le na začetku govorili tudi o tem, da je tudi odličnost pomembna, mojstrstvo je pomembno. In zato smo zasejali to idejo tukaj na Otočcu. Jaz mislim, da v tako tekmovalnem svetu, kot je danes, lahko res preživijo in uspevajo ne tisti, ki so dobri, ampak tisti, ki so odlični. Zdaj, koliko lahko tak forum prispeva? Sigurno, da je to en proces, ki zelo dolgo traja, ampak pri takih stvarih moramo biti potrpežljivi. To so, bi rekla, teki na dolge proge, nedvomno pa vsak tak dogodek pusti neko sled in morda še nekoga prepriča, da je prav, da deluje etično, družbeno odgovorno. Odličnost je v ospredju tudi na Fakulteti za organizacijske študije, ki je 4. leto sodelovala pri pripravi foruma, je poudaril dekan Boris Bukovec. Poglejte, naša fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu ima študijski program Management kakovosti. Ključna beseda je kakovost, najvišja stopnja kakovosti je odličnost in ta dogodek je naslovljen forum odličnosti in mojstrstva in se je nam zdelo čisto normalno, da smo del tega dogodka. Ki ga je zanimivim predavanjem zaznamoval tudi Matjaž Mulej iz Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru. Ta je izpostavil nevarnost nove svetovne vojne. Ker je dosedanji neoliberalistični model je napeljan v tako kratkoročne ozke kriterije in na tako zlorabo ljudi in narave, da je trenutno celotna masa dolgov sveta enaka celotni masi bruto produkta sveta. In je torej popolna slepa ulica in model ni več uporaben. Vprašanje je pa, koliko tisti, ki od tega modela vendarle dobro živijo, bodo dovolili, da svoje monopole izgubijo. In zato je nevarnost vojne in če se bomo tega rešili, potem imamo šanse za naprej. Ostajamo na Otočcu, kjer so se v petek zbrali krkaši. V novomeškem farmacevtu so namreč podelili Krkina priznanja. Prejeli so jih sodelavci za 40 in 35-letno delo v podjetju, prav tako najsodelavci in najvodje v skupini Krka. Podelili pa so jih tudi tistim, ki so podali koristne predloge in izboljšave. Letos svoj delovni jubilej v farmacevtu praznuje 401 sodelavka oziroma sodelavec, 16 med njimi že 40 let. Vseh 40 let seveda v Krki, na različnih pozicijah. Začel sem v tehničnih službah v Ločni, tukaj, kjer imamo glavno tovarno. Potem sem nadaljeval z izgradnjo tovarne steklene volne Novoterm, tam sem bil 7 let. Po končanem delu in po zagonu te tovarne pa sem se odločil, da grem za neko obdobje v Afriko, v Krkino tovarno Dava. Po 7 letih sem se iz Dave vrnil nazaj
v Novo mesto in začel z delom oziroma pri razvoju novih tehničnih rešitev za proizvodnjo tablet. In tukaj smo naredili eno najbolj modernih tovarn, to je Notol 1. Na ravni organizacijskih enot so izbrali 51 najsodelavcev in 16 najvodij. Med 126 predlaganimi nagrajenci pa so izbrali 10 najsodelavcev in 5 najvodij na ravni skupine Krka. Priznanje sem zelo vesela, v bistvu mi daje neko priznanje, da mi sodelavci zaupajo, v bistvu, da jim pa neko pot, ki jo vidim za naprej, tudi v podobni organizaciji oziroma vodenju službe. Ta stvar je predvsem strani mojih sodelavcev neko priznanje, da delo opravljam dobro in pa predvsem neka pozitivna spodbuda za delo naprej. Se družimo tako v službi in pa tudi doskrat tudi po službi, kar je nek dokaz, da radi sodelujemo in radi delamo. Podelili so tudi priznanja za koristne predloge in izboljšave in v sklopu tega nagrado za izboljšave z najvišjo gospodarsko koristnostjo. Nanaša se pa na navodila, na velikost fontov na navodilih. Kajti v letu 2011 se je menjala evropska zakonodaja, s tem se je prišla zahteva, da se vse velikost črk poveča na 9 pik iz prejšnjih 8. S tem se je prihranilo kar precej denarja, kajti s tem mojim predlogom smo lahko ostali na velikosti navodil do sedaj in to pomeni približno 4-krat cenejše, kot če bi šli na buklete, na večja navodila. Med jubilanti pa je letos tudi predsednik uprave in generalni direktor. Jaz imam 30-letnico v tem letu, prišel sem v Krko 12. julija 1982. Takrat so bila zanimiva leta varčevanja, šparanja. Tudi takrat so nam govorili, da je potrebno zdržati, ker bo jutri in pa pojutrišnjem boljše. In v Krkinem primeru se je to pokazalo za točno. Poleg prvega moža Krke je v njej 30 let zaposlenih 98 sodelavcev, 76 pa jih je njej zvestih že 35 let. Skupina Krka sicer danes zaposluje že približno 9200 sodelavcev. Podjetje Tanin Stevnica uspešno posluje že od leta 1923. Dejavnost so začeli predvsem z izrabo lesa za usnjarske namene, z leti pa so svojo ponudbo in področje dela močno razširili. Lani so tako ustvarili 15 milijonov evrov prihodkov. V tovarni, ki zaposluje 110 delavk in delavcev, bodo prihodnje leto obeležili 90 let delovanja. Njihovo načelo danes je graditi nove izdelke in iskati nove trge, kar jim uspeva z razvojno službo, z iskanjem razvojnih možnosti po vsem svetu, z uporabnimi izdelki in s trženjem. Zgodba v Taninu je zelo enostavna. To, kar se je uporabljalo desetletja, Tanin je v usnjarske namene, seveda se zaradi sprememb v svetu ta uporaba manjša. Prisiljeni že pred leti smo bili, da razmišljamo o novih uporabah teh taninov. Pri raziskovanju v preteklosti smo imeli srečo, da smo našli novo področje, to je prehrana živali, kjer lahko uspešno naši tanini, polifenoli nadomestijo uporabo antibiotikov. Področje dela so razširili tudi na prehranska dopolnila. Tako so pred kratkim uradno predali namenu nov razvojni laboratorij. Od zamisli o razširitvi razvojnega centra podjetja do izvedbe projekta so potrebovali dobra 3 leta. Nov razvojni laboratorij jim zagotavlja predvsem možnosti boljšega in lažjega raziskovanja. Danes pa iščemo nove možnosti tudi z novimi viri surovin, se pravi ne samo kostanj ali pa hrast. Uporabljamo tudi neke druge materiale, kot so grozdni pečki, kot so lugje bora, jelke, breze. Skratka, poskušamo iz nekih novih materialov poiskati substance, ki so pa v preteklosti že bile znane za uporabo kot prehranska dopolnila. Poskušamo te izolirati, jih očistiti in ponuditi trgu z vsemi temi dobrimi antioksidativnimi lastnostmi. S številnimi inovacijami se je širil tudi razvojni kader podjetja. Ta čas v razvoju dela 10% vseh zaposlenih. Po besedah Ivana Merta pa bodo to število še povečali.
V novem razvojnem laboratoriju že danes dela 10 ljudi, v prihodnje računamo razvojni oddelek še povečati. Če pogledamo, da smo ga v zadnjih 7 letih povečali za 100%, se pravi iz 5 razvojnikov na 10, seveda se bo nekaj podobnega dogajalo tudi v bodoče. Glavni izvozni trg za sevniški tanin je predvsem tujina. Njihovo sodelovanje in izvoz segata tudi prek meja Evropske unije. Če pogledam za 30 let nazaj, ko sem v tej tovarni, je bil izključen trg jugoslovanski. Danes na tem trgu prodamo manj kot 1%, vključno z Slovenijo. Torej, izvozni trg je naša edina možnost bila in mi 99% naše realizacije naredimo na izvoznih trgih. Dobro polovico te realizacije naredimo na evropskih trgih, preostanek naredimo pa že na ostalih trgih, se pravi v Ameriki, na Kitajskem, Braziliji, skratka po celem svetu. So pa dejavni tudi v številnih domačih in tujih razvojnih projektih. Sodelujejo namreč številnimi laboratoriji in zavodi. Seveda vseh raziskav mi ne moramo delati, posebno je to, se pokaže, se pravi raziskave na živali, ker vsi naši, če se skoncentriram na prehrano živali, vsi naši produkti, ki jih naredimo, morajo slej ko prej biti testirani na živali. Ne bo to na perutnini, ne bo na prašičih, ne bo na kravah, ne bo na domačih živali. In seveda mi potem iščemo te laboratorije ali pa testne postaje praktično po celem svetu. V Sloveniji je možnost tega omejena, zato uporabljamo ostale evropske. Vizija podjetja Tanin Sevnica ni ustaviti se na tej točki razvoja. Njihovi poslovni načrti za prihodnje so, tako Mirt, predvsem uspešna razvojna politika in širjenje podjetja oziroma izdelkov širše po svetu. Podobne načrte imajo tudi v Mirnski Dani, kjer so zadovoljni s poslovanjem lani in v prvem četrtletju tega leta. Letos so si zadali za cilj ohraniti tržne deleže lastne blagovne znamke na področju trgovine in jih povečati v gostinstvu. Tako do konca leta načrtujejo 14 milijonov evrov prihodkov, kar je 7,5% več kot lani. Dana je lani ustvarila približno 11 milijonov evrov prihodkov in 30 tisoč evrov dobička, je povedal direktor Marko Hren. Moram reči, da smo bili kar zadovoljni z samimi prihodki, saj so pomenili cirka 3% rast. Na dobiček pa je vplival izredna rast cene dviga surovin, predvsem sladkorja in tudi embalažnih materialov. V prvih 3 mesecih tega leta so ustvarili skoraj 3 milijone evrov čistih prihodkov iz prodaje, kar je 4% več od načrtovanega oziroma 8% več kot v enakem obdobju lani. Letos je sicer njihov cilj 7,5% rast in zaenkrat temu sledijo. Ni pa to še tisti pokazatelj, da bo Dana v letošnjem letu uspela doseči cilje, ker glavni meseci za nas prihajajo, se pravi poletna sezona, vendar sem prepričan, da smo v dosti dobri kondiciji, da bomo te cilje dosegli. Glavna sezona zanje šele prihaja. V zadnjih 2 letih prihaja do sprememb na trgu in kupci so začeli zopet posegati po sirupih. Opažamo kar konstantno rast prodaje sirupov, ki zopet postaja en vodilnih programov v Dani. Normalno, da je naš glavni program voda in vode z okusi, kjer še zmeraj ohranjamo eno vodilnih mest na trgu. Kriza se je seveda dotaknila tudi mirnskega podjetja, glede na to, da v Sloveniji upada prodaja pijač. V prehrambeni industriji ta kriza 2008 ni dosegla nekih viškov. V prehrambeni industriji običajno krizo občuti šele, ko krizo občutijo vsi prebivalci, se pravi vsi občani ali pa državljani Republike Slovenije. In moram reči, da ta kriza dosega šele zdaj višek, se pravi šele zdaj imamo največ brezposelnih in šele zdaj nam grozijo izgube delovnih mest, tako da kupna moč samih kupcev pada. In ne nazadnje so se tudi spremenile nakupne navade vseh nas, se pravi vsi smo postali malo bolj racionalni, gledamo, kaj imamo v košarici, nakupni košarici in se obnašamo racionalno. To pomeni, da je treba danes bistveno bolj poznati svoje navade svojih kupcev in poskušati zadovoljiti njihove potrebe. Tako so kljub krizi lahko uspešni. Seveda smo mogli gledati, da smo iskali prave artikle, ki jih ta trenutek kupci iščejo. Tudi cenovno smo si prilagajali, se pravi, ne moramo prodajati nekih najdražjih artiklov, čeprav ta niša ljudi, ki posegajo na artikle, ne glede na ceno, ostaja in ta je konstantna. Seveda smo mogli tudi samem podjetju, kot vsa ostala podjetja, ki poskušajo preživeti, gledati na stroške. In dodatno vlagati v trg, dodaja Hren.
Zelo veliko smo vlagali v prodajne aktivnosti, to pomeni, povečali smo število komercialistov na terenu, da še bolje obdelujemo trg, povečujemo tudi vlaganja v pospeševanje prodaje, kar se tiče oglaševanja, komuniciranja in tako naprej. Drugače pa konstantno v Daniji že zadnjih 7-8 let obnavljamo proizvodnjo in v letošnjem letu smo zaključili investicijo v hladilni tunel za proizvodnjo steklene embalaže. To pomeni, da bomo izboljšali samo varnost naših izdelkov, sokov v steklu in tudi kvaliteto. V posodobitev in nadgradnjo linije za polnjenje sokov in nektarja v stekleno embalažo ter v nakup novega orodja in opreme so tako letos že vložili 300 000 evrov. Načrtov pa jim ne manjka niti v prihodnje. Verjetno v jeseni štartamo za posodobitvijo siroparne, ki bo kar obsežna investicija, verjetno bo trajala leto, če ne 2, in jaz sem prepričan, da bomo tudi to zmogli. Letos načrtujejo 14 milijonov evrov prihodkov. Predvsem smo rast predvideli na izvoznih trgih, kjer s ponosom rečem, da smo že dosegali 20% izvoza in tudi sam potencial vidim predvsem v izvozu. Izdelke izvažajo predvsem na Hrvaško, v ZDA, Italijo in Libijo. Drugače pa moram reči, da smo zelo uspešni tudi s prodajo polizdelkov, to je bas in emulzij za druge proizvajalce sokov. Tu pa so naša ciljna tržišča Bosna, Srbija, Hrvaška, Makedonija, Kosovo. In moram reči, da v zadnjih 2 letih smo to prodajo skoraj podvojili. V podjetju so omejeni tako stroški kot s trajnostnim razvojem in zahtevami do okolja, čemur prilagajajo proizvodnjo in izdelke. Tako so v minulih dneh vstopili na trg z novimi izdelki iz skupine voda. Sicer pa bo 100 zaposlenih septembra obeležilo 60 let obstoja podjetja. Toliko smo pripravili v tokratni oddaji z gospodarskimi vsebinami. Če ste nas zamudili, se jih oglejte na naši spletni strani, v našo družbo pa vabljeni vnovič čez teden dni. Nasvidenje!